Ljudje smo zmedeni. Gremo v trgovino, nekaj bi radi kupili za sebe, da podpre naše telo, da ne bomo imeli več težav, da nekaj naredimo za sebe in gledamo in ne vemo, kaj bi, kako bi, ali se odločati po barvah ali po čemarkoli in gledamo neke stvari. Ampak kaj je pravzaprav tisto, kar mi zares kupimo? Ali, ko kupimo recimo, ne vem, čago, ali s tem kupimo, dobimo tudi energijo ljudi, ki je to pobrala, ki je to predelala, ki je to zapakirala, ki je to dejansko postavila. Ali moč neke rastline, nekega izdelka, ali je odvisna tudi od tega, kdo vse je bil vpleten v to? In ali je bil zadovoljen s plačilom, ali je bilo vse tako, kakor je moralo. Ali so zgolj certifikati tisti? Kaj certifikati pravzaprav sploh povedo o kvaliteti nekega izdelka? O tem bomo danes govorili. V svojo družbo sem povabila Marijo Ano Kolman. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Pozdravljena. Zmedeni smo, ljudje smo kar zmedeni, se mi zdi. Res je. Premalo informacij kljub zelo striktni zakonodaji, ki določa certificiranje in pogoje, da določen proizvod pride na evropsko tržišče, ampak kljub vsemu ljudje predvsem pogrešajo informacijo, odkot proizvod prihaja, kdo so ljudje, ki ga proizvajajo in tudi kakšen učinek bo imel na njihovo zdravje. Torej, ali da ali ne vprašanje, ali je pomembno, kdo je nabral, kdo je pridelal, kdo je zapakiral, kdo je omogočil, ali se energija vseh teh ljudi zapiše v izdelek in vpliva na učinkovitost? Absolutno. Tako kot se tvoja energija, tvoje počutje, razpoloženje zapiše v hrano, ko pripravljaš kosilo. Kako okusno je, kadar ga pripravljaš z radostjo, ljubeznijo in dobre volje, in kako neokusno je, če kuhaš s telefonom. Recimo. To je to. Jaz sem uvedla dva stroga kriterija, ko sem se odločala za proizvode, ki sem jih leta in leta nazaj prinašala iz Rusije za mojo družino, za krog prijateljev, in vedno sem izbirala po dveh kriterijih. Prvi je učinek, ki je seveda odvisen od človekovih potreb. Bolan človek ima drugačne zahteve in potrebe kot zdrav človek ali pa človek, ki jemlje nekaj zaradi preventive. Kot drug pogoj sem pa uvedla energijski izvor. Torej ne energijski izvor, hranljivost, ki je določena na embalaži pri vsakem artiklu, ampak energijski izvor, to je to, o čemer govoriva. To pomeni ljudje, ki so udeleženi pri proizvodnji oziroma že pri nabiranju in potem pri proizvodnji in v celotnem procesu, ko pride od začetka in do konca, ko proizvod pride v tvoje roke. Sama vem oziroma sem seznanjena s tem, da res smo lahko hvaležni, tudi vsi tisti, ki jemljemo, uporabljamo čago, olje tajske princese, mumijo, živico in tako naprej, se pravi neka orodja sibirske fitomedicine, da je to sploh prišlo v Slovenijo. Vem, da recimo primer čage, da ne vem, da so to tudi dragi certifikati in vse te zadeve. Ampak kaj certifikat, če ima zadeva nek certifikat, kaj pravzaprav to sploh pomeni? Certifikat govori o analitični vsebnosti, to pomeni, gre običajno za analize, ki jih izvajajo inštituti oziroma laboratoriji, prisotnost torej vsebnost vseh elementov, ki so prisotni v čagi, potem običajno so tudi analize na prisotnost zdravju škodljivih snovi, predvsem so to težke kovine in seveda analitična vsebnost, to pomeni vitamini, minerali, mikroelementi. Certifikat je seveda pomemben. Je osnova, da določen proizvod pride na trg Evropske unije. Te EAC certifikati so pod strogim režimom. Jaz recimo
že od nekdaj občudujem Ruse, čeprav je velikokrat ta postopek certificiranja in priprave dokumentov, prej preden gre blago iz Rusije, zelo dolgotrajen, ampak kljub vsemu, vsak proizvod pride z ustreznim certifikatom. To pomeni z nekim potnim listom, na katerem je navedeno, kdaj je bil proizvod proizveden, kaj proizvod je, kako učinkuje, kako se ga hrani in kakšne so vsebnosti. Določene stvari, ki so v tem certifikatu, so tudi na deklaraciji, ampak seveda prostora na vsakem proizvodu, poglej, recimo ali levterokok stekleničko ali, ne vem, živico, premalo prostora je, jaz bi si enostavno želela, da bi vsak proizvod bil opremljen ne le s certifikatom, ki ga izda nek laboratorij, ampak tudi z nekim zapisom energijskega ozadja, odkot proizvod prihaja. To je pa za prihodnost, ne, nas čaka. Ja, ampak se mi zdi pomembno, ker, poglej, te zakonske uredbe, ki določajo, da mora biti recimo na proizvodu, na embalaži napisano, kakšna je energijska vrednost, to pomeni hranljiva vrednost, v kilodžulih ali v kalorijah, je zakaj pomembna? Da ti veš, recimo na 100 gramov nekega proizvoda, koliko energije boš dobil. Energije, ne? Ali pa koliko se boš zredil, če boš tega pojedel, ali pa se ne boš zredil. Potem je sistem, tako imenovan HACCP sistem, Hazard Analysis Control Critical Points, sistem, ki zagotavlja v bistvu nadzor, ali pa prepoznavanje, nadzor, oceno in tudi pač določene možnosti kritičnih točk, oziroma možnosti točk tveganja za človekovo zdravje. No, ampak na nek način zdaj ljudje dobivajo zraven knjižico Sibirska fitomedicina, ne? Iz knjižice je pa mislim, da dovolj razvidno, odkot ti proizvodi prihajajo. To je pomembno. Energijsko polje izvora teh proizvodov. Torej, knjižica vsebuje in recepte in vse te informacije in gor in dol, ampak kakšna je zgodba za čago? Kako čaga pride kot takšna? Začne se seveda z nabiranjem. Kdo je tisti, ki to nabira? Ja, začne se z nabiranjem čage, ki raste običajno zelo visoko na brezi. Jaz sem se s proizvajalcem dogovorila, da čaga za proizvod, ki je na slovenskem trgu, prihaja z področja pod Beluho in to čago nabira Biandu. Biandu! Biandu je mlad fant, bil sirota, brez staršev, iz Košagača na mongolski meji. Seveda življenje je poskrbelo, usoda je poskrbela, da je našel dom pri Arkadiju v Kučerli, poročil se je z njegovo hčerko Viktorijo, danes ima 2 sina, Lonjo in Arkadija, oziroma Arčona, in Biandu, v prevodu iz altajščine pomeni Bogu drag, Bogu ljub, je spreten ne samo pri konjih in pri vseh opravilih, ampak tudi kot plezalec. Kako spleza on na visoko brezo, odseka čago. Čago nabira običajno po zimi, ker je takrat po analizah, farmakoloških analizah, zdravilnost čage in učinek vseh substanc najmočnejši. Gre namreč za tako imenovan princip hladnega oziroma mrzlega, zelo mrzlega, pri minus 50, 52, sušenja. To čago prodaja potem in je pravzaprav to eden njegovih glavnih virov dohodka. Na tem področju pod Beluho nabira čago in oreščke sibirske cedre in vse to gre k proizvajalcem, čaga v biostimulu, oreščki sibirske cedre pa k proizvajalcu olja Altajska princesa, ker je ena izmed sestavin tega olja, pač olje iz oreščkov sibirske cedre. Wow, lepa, lepa zgodba. Bianduja sem tudi sama spoznala in je res, res krasen človek, no.
Mi je bilo včasih, da sem ga spoznala, ampak me je bilo pa zelo strah, ker je začel plezati gor po brezi, ker sem ga tudi videla, ne. To mi je bilo pa ono, ne, ampak ok, imamo tudi vse posneto. To je torej zgodba čage, tale trenutek, dajmo si o čagi nasploh pogledati še nekaj zanimivih informacij. In se sprašujemo, zakaj je čaga v Rusiji uradno zdravilo proti raku. Se sploh ni čudno, izjemno nizke temperature, tudi pod -50 stopinj Celzija in poleti visoke temperature so tiste, ki izzovejo neverjetni farmakološki učinek. Klinične študije kažejo na izjemen uspeh pri zdravljenju raka na prebavilih in pljučih, boleznih srca in ožilja ter diabetesu. Čaga v naravi parazitira, torej napade, le bolna drevesa in enak način obnašanja ima tudi v človeškem organizmu. Napade le bolno celico, tkivo ali organ, kar kaže na dejstvo, kako zelo modra je narava. Analize različnih vrst čage, ki rastejo tudi na drugih listavcih, ne le na brezi, so pokazale, da ima daleč največjo zdravilno moč prav čaga, ki raste na brezah. In še nekaj zanimivosti o čagi, ki smo jo doživeli tudi sami, ko smo na hrbtih konj raziskovali mogočni altaj. V ljudskem zdravilstvu se uporablja že 5600 let pred našim štetjem, šele zdaj pa preseneča vse sodobne znanstvenike. V zadnjih 40 letih je bilo izvedenih več kot 1600 znanstvenih raziskav, ki so potrdile izjemno delovanje čage in jo v nekaterih državah uvrstile tudi med naravna zdravila proti raku. Seveda v Sloveniji temu ni tako. Izjemno je tudi za sladkorne bolnike. Znano pa je, da že po dobri uri po zaužitju čage raven sladkorja v krvi zniža od 20 do 30%. To je torej zgodba o čagi, ki jo v Sibiriji na področju Altaja pod Beluho nabira biandu. Izključno torej biandu. Kakšna pa je zgodba živice, smole sibirske cedre, ki smo jo v Sibiriji kar lizali z drevesa? To je pa zgodba Vitalija, posebnega gospoda z Altaja. Vitalij pravzaprav najbolj upošteva, rečemo, absolutno upošteva tisto načelo, tisto pravilo, ki ga upoštevajo Altajci, vse mora imeti pravi namen, pravi čas in pravo mero. On smolo sibirske cedre ali on pravi temu živica, življenjski sok cedre, ki je sveto drevo na Altaju, nabira samo 3 dni. To je 3 dni na polno luno in nabere samo toliko, kolikor nabere. Oziroma, kot on pravi, toliko, kolikor mi duh gozda da. In njemu je popolnoma vseeno, a s to količino nabrane smole on zadovolji potrebe trga ali ne, ne drži se nobenih rokov, ne drži se nobenih količin pri naročilu, enostavno njegova proizvodnja je taka, kot jo duh gozda da. To je vse. To je Vitalij. In to je tudi razlog, zakaj je velikokrat v Sloveniji ni moč dobiti, da se čaka na njo ali pa kakorkoli, ne? To tudi, ja, ampak mi je razložil tudi, ko sem se malo razburjala, ker ni izpolnil naročila ob roku, je rekel, zato pa, ker ta živica prihaja z mojih rok, zato pa tista kapljica pod jezik deluje močneje, kot bi ne vem koliko te živice porabil. In to njegovo priporočilo, samo kapljica pod jezik tik pred spanjem, je pravzaprav tisti, ki to uživajo, vedo, da je to resnično ena taka tehnika, ki ti enostavno poboža telo od znotraj. Ja, ravno včeraj sem zvečer čutila, da mi se neki sinusi hočejo, ne? In sem namazala si tudi zunaj tukaj in sem se zjutraj čisto fajn zbudila, ne? Tako da sem ugotovila, da ne samo da jo ne, ampak tudi za zunanje zadeve. In to je bila tudi moja domača lekarna na mojem potovanju, mumija, živica in pa seveda eleuterokok. In dobro smo se znašali, no? Tudi z mumijo pa tisto čez nos, ki je bilo treba v Avstraliji, je šlo vse čez. Ja, to je ta energija, ki je v ozadju vseh proizvodov.
tisto, kar se marsikomu zdi smešno, veš, ko sva se pogovarjali, ko sem rekla, vsi ljudje, ki stojijo za vsakim proizvodom, so srečni ljudje. In to, da so srečni, pomeni, da imajo svoje življenje urejeno, da živijo v harmoniji, samim seboj, z naravo in z okoljem. In to je razvidno potem tudi pri vsakem proizvodu. Z radiestezistom sva se enkrat pogovarjala, nek sok mi je kazal, ne vem karkoli, in je tudi meril, ne? Je rekel, odlično, vse fajn, ampak nekaj ne štima, dajmo pogledati, kaj ne štima, in na koncu je ugotovil, da so ljudje, ki ne vem, nekaj pakirajo ali ne vem karkoli, da so slabo plačani in so rokovali s tem zelo slabe volje. In kako majhne stvari dejansko vplivajo potem tudi na učinkovitost, ne? Seveda, zato pravim, ta HACCP sistem bi pravzaprav mogel biti vpeljan tudi na sledljivost energije. V proizvodnem procesu ne bodo udeleženi srečni in zadovoljni ljudje. Kaj pa ljudje, ki kupijo? Zdaj za čago vemo, da čago kar kontinuirano, tudi vse ostale, sploh za ženske, pa v tem času oljne altajske princese in tak naprej. Kaj pa, ali je razlika, če si človek to kupi iz strahu, da ne bo zbolel, iz strahu, da ne bo nekaj narobe, ali zaradi tega, ker se ima rad in si ceni in si to privošči? Vsako stvar, ki jo uživamo, ne gre zdaj za to, da jo kupimo, moramo uživati z zaupanjem in z mislijo, da je to za nas dobro. To velja za vse, za običajno solato ali pa za nek drag preparat, ki ga kupimo z namenom, da bo naše zdravje boljše. Če je naša predpostavka, da je to nekaj, kar bo delovalo, kar nam bo pomagalo, potem bo to delovalo. Če pa že a priori zavračamo, to velja nasplošno za vse. Če zavračaš zdravilnost bose hoje, ti bo škodila. Pa tudi ne boš šel bos nikamor. Se pravi, ni, kakor je mali princ rekel, bistvo je v čem nevidno, verjetno tudi pri takih stvareh. Ja, čeprav, tako kot poudarjam, prav bi bilo, da bi bilo pri vsakem proizvodu znano tudi, kdo to proizvaja. In tudi izpostavljeno, da so to srečni ljudje, ki so vključeni v ta sistem pravične trgovine, ki določa tretjinsko razmerje, proizvajalec oziroma nabiralec, proizvajalec in potem prodajalec. Sploh pri čagi se mi zdi, čaga je ena beseda, na katero vsi hitro odreagirajo, ampak čage so med sabo različne, ta črni del, notranji del, tudi cene potem takem dejansko zelo nihajo, ne? Ja, se ti je povedal Biando. On recimo za en žakelj, v katerega gre 10 kil oreščkov sibirske cedre, dobi 1000 rubljev, za enako velik žakelj čage pa 10 000 rubljev. To pomeni za 10 kil. In ker gre potem ta čaga v predelavo in z 10 kil pride približno 1 kilogram črne čage, ki stane pa 12 000 rubljev. In to so tiste velike razlike v ceni. Čaga kot čaga, če jo zmelješ celo, je pač reciva 1000 rubljev napram 12 000 rubljev. Najlepša hvala. Marijana Kolman je bila v naši družbi in ja, še vedno velja ta čudovita informacija, da lahko prejmete tudi brezplačno knjižico Sibirska fitomedicina, kjer so vsi zapisi Marijane Kolman o različnih stvarih, od las do žensk, do vseh takih stvari, ki jih dejansko v življenju potrebujemo, ki jih uporabljamo, poleg tega pa tudi recepti sibirske fitomedicine pri različnih izzivih, ki jih imamo v življenju. Lahko kar malo preverite www.klepetobkavi.si oziroma, če nimate dostopa do interneta, nič zato, ne ignoriramo vas, 02 6200 230, telefon pa verjetno imate. Dakle, kad čovjek koristi čagu, ona uništi rakaste stanice, a ove zdrave dapače podržava.